Da bi se še malo dotaknil drugih žarišč, pa recimo, če greva kar v Gazo. Ne. Tle imam eno vprašanje, malo specifično. No. Izrael napada več kot 1 leto, popolno uničenje, humanitarna katastrofa, potem pa pride inauguracija in 1 teden pred inauguracijo se magično dogovorijo, da bodo Palestinci spustili talce, urnik se določi, kdaj, koliko in vse, kar naenkrat se magično zmenja. A je to naključje ali vidiš tle kakšno ozadje? Ma nikoli, naključje ni, ne. Okay. Problem je v tem, da to se je pokazalo že v vojni proti terorizmu, ko so Američani peljali, ne. Zelo težko se ti proti gverili, sploh urbani gverili, boriš s konvencionalno vojno, to, kar so Izraelci naredili, ne. Oni so pač noter mogli zato, da so infrastrukturo uničili, da so uničili kanale, te tunele in da so uničili večino skladišč Hamasa. Da bi pa Hamas izkorenirali, ga pa ne morejo, tam je čez 1 milijon prebivalcev še zmeram, ne. In Hamas bo Izrael iztrebil do zadnjega. Ampak Izrael bo Hamas iztrebil. Absolutno. Tudi, če se zmenijo za premirje in tako naprej. Prelita je bila židovska kri, ne. Izrael ima tukaj ničelno toleranco, recimo storilce napada ob Münchenski olimpijadi, ne. Črni september, so lovili 21 let, ampak so likvidirali vse, ki so bili v to vpleteni. S Hamasom nav nič drugače. Specialnimi sredstvi, vodenimi projektili, undercover operacijami, ne. Videl si, da so likvidirali sred Irana, ne. Enega od odgovornih. Poiskali jih bodo tudi po svetu in pobili bodo vse. Tukaj miru ne bo, ne, v tem smislu. Je pa tako, ne. Izrael je tukaj v precej neugodni poziciji, ne. Obdan je v bistvu samimi arabskimi sosedami, ne. Zdaj, v dokaj dobrih odnosih je z Egiptom, Saudsko Arabijo in Jordanijo, ne. Problem je imel pa z Iranom. In napad Hezbolaha je napad Hamasa leto dobro nazaj je definitivno vezan, ne, na Iran, ja, in na iranski pritisk. Tudi Hezbolahov napad kasneje in uničenje v bistvu Hezbolaha strani Izraela, vse to so iranski proksiji, temu rečemo, ne. Torej, kaj bo z Gazo, ne? Miru ne bo, ne? Zaradi tega, ker je miselnost Hamasa, ne. Veste, težko se pogajati z nekom, ki tebi zanika pravico do obstoja, ne. Hamas, Hezbolah zanikata pravico Izraelu do obstoja. Zdaj, kako se vam midva pogovarja, ne? Kako se vam pogajati, če ti meni zanikaš pravico do mojega obstoja, ne? Zdaj se tukaj so nekaj sprememb, ampak Izrael tega ne bo požrl, ne. Je pa problem tudi za Hamas, da se mu je varnostno okolje se spremenilo, ne. Torej, Sirija je padla, tam ni več podpore. Hezbolah je na kolenih, ker so ga Izraelci zbili do konca, ne. Od biperjev do usmerjenih operacij, ne. Ves vodstvo je likvidiran, ne. In zdaj sledi obračun s Huti, jaz sem prepričan z Jemnom, ne. V roku parih mesecev bodo Izraelci še to, ne, uredili po njihovo. In Iran, ne, je potisne nazaj. Ne, oni so govorili os odpora, ne. Na osi odpora so bili vsi ti, ki sem jih naštel, plus Sirija. Os odpora je polomljena, ne. Tako da vpliv Irana se je močno znižal v regiji, kar bo vplivalo tudi na mogoč sporazum v Palestini, to se pravi v Izraelu. Ok. Zdaj, tlele v luči, ki si omenil Iran pa to, ne, kakšno vlogo v tej regiji lahko igra Turčija? Pa dajva pogledati malo širše, ne, recimo, predsednik Trump kaže predvsem manj interesa do NATO kot prejšnji predsedniki, ne, recimo. In zdaj, ta zgodba z NATom se lahko spreminja, ne. Turčija je članica NATO, ampak koliko časa še, v kakšni vlogi, a ne, tako, Turčija ne bi bila prva vojna srednjega vzhoda, a ne. Kaj to je odlično vprašanje.
In verjetno najbolj kompleksno vprašanje danes, čeprav so bila tudi druga kompleksna. Zakaj? Poglej, Erdogan je v podobni vlogi kot Putin. Ne? Govorimo o neo-otomanskem imperiju. Vemo, da je bil Otomanski imperij od Palestine do Rusije, še v Rusijo, do Sarajeva na drugi strani. Kratka, to je bil ogromen imperij. In Turki, saj trenutno vodstvo, kaže interes po vzpostavitvi močne otomanske, močne turške države. In če pogledamo, kaj se dogaja recimo v Armeniji, kjer so bili Turki zadaj, pa če pogledamo zdaj delno okupacijo Sirije, kjer so turške sile, če pogledamo uspešno ofenzivo v Siriji, jo ne bilo nikoli brez Turčije. HTS, torej islamska milica, ki je vrgla Asada, je bila podprta strani Turčije, intenzivno, z materialno in predvsem z obveščevalnimi podatki. Tako da Turčija igra igro. Zdaj pa, kdo je največji nasprotnik Turčije? Na eni strani Rusija, ki jo je celo zgodovino omejevala, na drugi strani pa Evropa, ki jo je potiskala, ki jo je porinila v bistvu z Balkana. Zdaj, nič drugačni danes. Moramo pa nekaj vedeti. NATO Turčijo bistveno bolj potrebuje kot Turčija NATO. Zaradi tega, ker Turčija je, v bistvu strokovni naziv je, da brani južno krilo NATO. Turčija ima močno vojsko, dobro opremljeno vojsko, in NATO je nujno rab. Mi južnega krila nimamo pokritega, ga ne moramo braniti brez Turčije. Okay. Zaradi tega so taka odstopanja Turčija, recimo človekove pravice Kurdov. To je ena od teh hinavskih dopuščanja Evrope. Ampak rabimo Turčijo. Zadržujo na svojemu teritoriju, rečemo zdaj 4 milijone beguncev. Samo enkrat jih je Erdogan čez spustil, je bila Evropa na kolenih. In drugo, kljub specifičnemu odnosu do Rusije, ker Turčija ves čas igra na obe karte, jo nujno rabimo za zadrževanje Rusije. Tako da Turčiji bomo dopuščali še marsikaj, zaradi tega, ker jo rabimo.